Na novo blagovnico v Medvodah že težko čakamo. Veliko let smo godrnjali, kajti nihče ni imel nikoli dovolj denarja za njeno gradnjo. Končno je postopke začelo trgovsko podjetje ABC Loka in glej ga šmenta, blagovnico so leta začeli graditi. Še bolj so nas presenetili gradbeniki, delavci Ingrada, ki so, tako pač pravimo, čez noč zgradili mogočno poslopje. Nenavajeni hitrosti gradnje smo iz dneva v dan občudovali organizacijo gradnje. Resnici na ljubo moramo povedati, da graditelji pod vodstvom šefa gradbišča ob začetku niso imeli v rokah izvedbenih projektov. Le-te so delali sproti kar na gradbišču. Na našem programu smo že objavljali besedilo, v katerem smo zapisali, da so bili delavci na tem gradbišču pogosto tako utrujeni, da niso mogli zvečer niti večerjati. Za ilustracijo. Samo v prvo ploščo so v enem dnevu vgradili kar 400 kubičnih metrov betona. O železu, ki so ga vgradili v ta betonski kolos, niti ne govorimo. Takšna količina betona v enem dnevu pa je presenečenje tudi za domače gradbene strokovnjake, ki so si ta dogodek prišli ogledati. Vsi tisti, ki ste spremljali gradnjo, veste, da graditeljem vreme doslej resnično ni bilo naklonjeno. Blagovnica bo imela ravno streho, svetloba pa bo vanjo prodirala skozi stekleno kupolo na sredini. Kot je mogoče videti na posnetkih, bo notranjost nepozidana. Prav v teh dneh končujejo z betoniranjem nosilcev za kupolo. V bodoči blagovnici imajo že pripravljene okvire za okna in vrata, kajti z gradnjo bodo nadaljevali tudi pozimi. Takoj, ko bodo končali streho, bodo začeli z vgradnjo oken, nato pa še kurilnice. V sredini decembra naj bi začeli že s centralnim ogrevanjem, da bi lahko delo opravljali tudi obrtniki. Kot napovedujejo, bo novogradnja blagovnice predana namenu v aprilu, če se seveda ne bo kje kaj posebej zataknilo. Stari medvoški partizan je bil dolga desetletja ponos kraja. V njem so se kalili številni športniki, ki so ime Medvod ponesli v številne domače in tuje kraje. Čas pa seveda naredi svoje in partizan je postal pretesen za vse športnike, ki bi radi še več in višje. Kajti brez tega gesla več in višje ni športa. Partizanovci, mnogi izmed nekdanjih športnikov so danes ugledni poslovneži, so staknili glave in porodila se je ideja o gradnji športne dvorane. Prostor zanjo je kot svoj delež dal Partizan, Medvoška in nekatera druga podjetja pa denar. V dvorani bo prostora za več kot za 1000 gledalcev, ko bodo v njej denimo košarkarske tekme. S košarko ilustriramo zato, ker bo za to tekmovanje
postavljene tudi stranske tribune. Če bodo v njej kulturne prireditve, denimo tradicionalni košarkarski ples, pa bo prostora za skoraj 2000 obiskovalcev. Tlaki v dvorani bodo namenjeni za vse vrste prireditev, od tenisa, košarke, orodne telovadbe, različnih oblik rekreacije, da malo za šalo, motornih dirk ne omenjamo. Ob dvorani bodo tudi poslovni prostori, denimo za trgovino s športnimi rekviziti in prostori za tovrstne firme. Tu bo tudi gostinski prostor, savna, prostor za razgibavanje, garderobe in podobno. Stari Partizan bo sestavni del nove dvorane, saj bo povezan s posebnim veznim hodnikom. Streho na športni dvorani že dokončujejo. Tako kot blagovnico naj bi bila tudi dvorana predana namenu pomladi. Seveda, če se ne bo zataknilo pri denarju. Tudi graditelji dvorane za njihovo prizadevnost lahko snamemo klobuk. Trdno smo prepričani, da bomo na novo dvorano prav tako ponosni kot na stari Partizan. Nedavno tega so v kmetijski zadrugi preuredili staro trgovino. Prezidali so jo in posodobili. In niso se zaustavili. Na dvorišču so podarili staro dotrajano skladišče in začeli z gradnjo novega, večjega in sodobnejšega skladišča. Ker na dvorišče le malo kdo pokuka, je njihova investicija ostala kar nekoliko skrita. Bo pa tem bolj pomembna, ko bo dograjena. S Kranjsko ulico se že dolgo zapleta. Po dobrem letu jo bodo morda v teh dneh asfaltirali. Pravimo morda, ker jih bo zaradi počasnega pripravljanja ceste za asfaltiranje čisto lahko prihitela zima. Potem z asfaltiranjem zopet ne bo nič. In če bo asfalt, ali bo pridobljeno zatem uporabno dovoljenje? Brez tega krajevna skupnost Medvode namreč ne more prevzeti ceste v upravljanje, to pa pomeni, da jo pozimi tudi ne bodo plužili. Upajmo, da se ta napoved ne bo uresničila. Ob tem je s to cesto in obema blokoma še kup težav. Slaba kakovost gradnje, ostanki betonskih kanalov in cevi, zamašeni toki in še in še. Sklad za urejanje stavbnih zemljišč in zil, ki naj bi poskrbela za ureditev okolice, nimata denarja. Nekje se je denar izgubil kot prgišče mivke v dlaneh. Ljudje, ki živijo v teh blokih, so tako ali drugače plačali svoj bivalni prostor. Nekdo pa jim je ta denar zapravil. Kdaj bo urejeno parkirišče v spodnjih blokih, ne ve nihče. K temu še tole. Bloke je gradilo kranjsko gradbeno podjetje s kooperanti. Zgradili pa so jih tako, da vseh napak ne bodo nikoli povsem odpravili. Upamo, da bodo odpravili vsaj zamakanje na strehah in vdiranje vode v kleti. Podtalnih studencev, ki jih je vse polno pod cvetjem.
Težav bo torej še veliko. Kajti ne smemo pozabiti, da po Kranjski ulici vodi tudi glavna peš pot. 9. novembra so imeli v tovarni Goričane slovesnost ob 250-letnici začetka izdelovanja papirja in 100-letnici proizvodnje celuloze. Slovesnosti so se udeležili številni gostje. Minister za industrijo Republike Slovenije, predsednik gospodarske zbornice ter prvaki z občinske in krajevnih ravni. Gostje in sodelavci. Prisrčno pozdravljam vse, ki ste se zbrali na današnji jubilejni slovesnosti te tovarne. Prav posebej pa pozdravljam predstavnike Republike Slovenije, mesta Ljubljane in občine Ljubljana Šiška, predstavnike krajevnih skupnosti in seveda naše dolgoletne poslovne partnerje in prijatelje. Za direktorjem Mlakarjem je spregovoril tudi minister za industrijo gospod Rejc, ki jim je drugim dejal. Vsekakor je to, kar ste dosegli, impozantno vrednosti proizvodnje, da boste letos proizvedli okrog 27.000 ton pirjene celuloze, da boste proizvedli visoko kvalitetnega tehničnega papirja okrog 40.000 ton in da imate plan za leta 1994, ko boste to proizvodno papirja povečali trikratno. Lepo se vidi in sliši predvsem ta usmerjenost, da ste odprti, da postanete delniška družba. Gospod Jože Zagorc, direktor Donita, je še posebej čestital vsem delavcem tovarni Goričane, saj ima Donit zametke v tej tovarni. Čestitam ob tem visokem jubileju. Želel vam bi, da bi pri svojem delu bili tudi vnaprej uspešni. V slovesnosti so si gostje ogledali proizvodnjo papirja v tej naši tovarni, ki uspešno prodaja svoje izdelke doma in na tujem. Med pogovori, ki jih je imel minister Rejc in predsednik gospodarske zbornice Slovenije, smo lahko slišali obljubo, da bodo v Goričanah ekološke probleme prav kmalu odpravili. O tem bomo morda poročali kdaj drugič, namreč o tem, da bodo ekološke probleme odpravili. Seveda pa obljuba dela dolg, ne samo ministru Rejcu, temveč tudi vsem nam, ki gledamo te posnetke. Častitljivi jubilej Goričan pa so popestrili še z otvoritvijo razstave oljnih slik akademskega kiparja našega krajana Franceta Rotarja in akademskega slikarja Franca Novinca, ki ju je predstavil likovni kritik. Čestitkam ob jubileju se pridružujemo tudi mi, kakor tudi čestitkam obema umetnikoma. Modro-rdeči kombinaciji masivnega polja. Vse to so premišljeno izbrano. Takole, s torkovimi
KTV poročili smo na koncu. Ja, takole. V studiu nismo najbolj zadovoljni, ampak imeli smo dober namen. In prepričani smo, da bo že drugi teden bolje. Seveda smo dovzetni za kritike, zato je naš telefon v studiu odprt do 21. ure, številka pa je 612 654. Ponavljam, 612 654.